Živijo, sem Jana Pristovšek in danes nadaljujem temo o samospoznavanju. V prejšnjem videu sem zelo nasplošno povedala par stvari, danes bi jih pa malo bolj podrobno razčlenila, zato ker te manjši deli, posamezni deli vplivajo na to, kako mi živimo in kako mi gledamo na svet. Odnos imenujemo naš način razumevanja in delovanja do drugih ljudi in tudi do življenja samega. Odnos do dela, odnos do življenja, odnos do narave, odnos do živali. Vse to imenujemo odnos. Se pravi, odnos je naš način, kako mi razumemo in gledamo na svet. Kaj vpliva na to, kako mi razumemo in kako mi gledamo na svet? Na to vplivajo naše notranje vsebine. Poznati notranje vsebine je včasih zapleten proces. Najboljše je, če začnemo tako, da najprej pogledamo, kaj se v nas in kako se stvari v nas pravzaprav odvijajo oziroma kaj se v nas pravzaprav dogaja. Precej enostavno je pogledati, kaj se dogaja v naši glavi. A znamo ustaviti procese, a znamo ustaviti misli, ali nas misli ugrabijo in kar naprej mislimo na neko zadevo, na neko osebo, na nek dogodek in ponavljamo ta spomin, ali pa se pogovarjamo, jezimo, razčlenjujemo, študiramo, kaj bi lahko naredili drugače. Če se to dogaja, je prvi način, da naredimo nekaj drugače, da to stvar ustavimo, da te procese v naši glavi ustavimo. Ustavimo jih na več različnih načinov. Jaz ponujam enega in to je preprosto tako, da vse to odvržemo. Jaz v tem videu ne bom povedala čisto točnih stvari, kako to naredimo, zato ker je o tem precej napisano na moji spletni strani. Sami postopki, videi so posneti, v knjigi je to opisano. Ampak gre za razumevanje, rada bi vam razložila proces razumevanja, kako mi plast za plastjo začnemo spoznavati sebe. Se pravi, prva zadeva, kar lahko pogledamo, je, da ustavimo procese v naši glavi. Druga zadeva, kar je, se lahko vprašamo, kako jaz pravzaprav delujem, ko sem v stiski. Ali jaz do drugih ljudi dostopam na način udinjanja, se pravi, da sem prijazna, da sklonim glavo, da ugodim, da berem misli drugih ljudi zaradi tega, da jim že vnaprej lahko uganem, kaj želijo in da jih lahko usrečim. Ali je v meni občutek, da sem dolžna poskrbeti, da so drugi ljudje srečni, zadovoljni. Ali sem jaz dolžna poskrbeti za dobro razpoloženje drugih ljudi. Na drugi strani lahko pogledamo, ali je v meni občutje, da se moram boriti, da si moram izboriti svoje mesto pod soncem. Ali se jaz z ljudmi borim na način, da jim postavljam meje, da imam zahteve in pravila, ki jih morajo drugi ljudje upoštevati. Da pogosto, da gledam in primerjam, ali je obnašanje drugih ljudi primerno temu, kar jaz potrebujem in želim in zahtevam, oziroma a ustreza mojim pravilom. In če potegnemo črto, lahko na koncu pogledamo, koliko smo zaradi tega utrujeni.
Če ponovim še enkrat, en način je, usmeritve naven je ta, da poskušamo ugajati drugim ljudem, ne zato, da nas bojo imeli, da bojo navdušeni nad nami, absolutno ne. Ugajamo zaradi tega, da nam dajo nek drobec, neko drobtinico, da smo sploh dovolj dobri, da pravzaprav sploh imamo pravico biti na svetu. In na drugi strani, ali se mi neprestano borimo in se jezimo in smo užaljeni in smo prizadeti, ker nas ne spoštujejo, ker nas ne potrebujejo, ker niso dovolj pozorni, ker niso dovolj sočutni, ker nam dajo premalo, pa česarkoli že. Tukaj gre za prijatelje, za znance, za sodelavce, za partnerje, za otroke, za starše. Skratka, z vsemi mi tvorimo nek odnos, ampak kaj mi pričakujemo od tega odnosa oziroma kako mi delujemo v nekem odnosu, je odvisno od nas. In če ste se znašli na eni ali na drugi strani, je to, če ste si uspeli priznati, je to že prvi velik korak. Se pravi, če ste na strani, kjer ste uslužni, kjer skrbite za to, da bodo drugi ljudje srečni, potem zmanjšajte to. Zato, ker to, kakor se mi borimo oziroma kakor smo mi uslužni, to določajo naše rane v notranjosti, ki smo jih dobili v otroštvu in ki smo jih nadgradili v odrasli dobi. Se pravi, iz usmerjenosti navzven se usmerimo navznoter. Ne glede na to, tudi če se vam zdi, da je vaše trenutno stanje relativno dobro, pa v preteklosti ni bilo, potem se usmerite vase. Zato, ker zdajle tole trenutno stanje je samo zatišje, lahko je zatišje pred viharjem. Naše razpoloženje je lahko odvisno od tega, je v tem primeru odvisno od tega, kako se drugi ljudje obnašajo do nas. V prvem in v drugem primeru. Ampak drugi ljudje niso na svetu zato, da študirajo in ustrežejo nam. Točno tako kot mi nismo na svetu zato, da osrečujemo, da je naša naloga, da osrečujemo druge ljudi. Nehajte študirati, kako se obnaša partner, kakšen odnos ima otrok do vas. Ali je dovolj priden, ali vam dovoljkrat pove, da vas ima rad, zato da ste vi pomirjeni. Ali je vaš partner dovolj pozoren oziroma vam daje to, da ste dovolj pomirjeni. Absolutno. In se moram strinjati z vami, da ta del je potreben. Vendar, če gledamo količinsko, dajmo začeti malo meriti, dajmo malo oštevilčiti to zadevo. Če je na 10 največja sreča in če je na 1 ali 0 največja nesreča, potem to našo srečo moramo napolniti samo zadovoljstvo, zato moramo poskrbeti mi sami do številke 8. In za 9 in 10 poskrbijo drugi ljudje, poskrbijo naši otroci, ko rečejo, mami, jaz te imam rad, mama, sem ti prinesel darilo, sem ti narisal rožico, sem komaj čakal, da te vidim.
Zato poskrbi naš partner, ki nam pove, da nas ima rad, da nas ljubi, da mu je lepo z nami, gremo skupaj na izlet, gremo skupaj v poslu, se imamo lepo skupaj. Ampak to češnjo na smetanci, tukaj govorimo o številki 9 in 10, do 8 moramo napolniti sami. Jaz ne vem, če sem jaz tole zdajle dovolj jasno razložila, ampak bom poskušala pojasniti. Nekateri ljudje so bolj čustveno občutljivi, drugi manj. Bolj čustveno občutljivi ljudje so tisti, ki imajo več ran. Se pravi, več ran, ko ima neka oseba, bolj jo prizadanejo lahko drugi ljudje. Zaradi tega, ker tega ne zna, nima, ne more dati sama sebi. In več ran, ko ima neka oseba, bolj je usmerjena navzven, da bo to dobila drugje, da bo to dobila od drugih. Ampak ne more dobiti, ne glede na to, koliko dobi, se bo še vedno zgodilo, da od parih ljudi tega ne bo dobila. In vse to, kar ne bo dobila od teh parih ljudi, povozi, zbriše vse to, kar je dobila od drugih ljudi. Se pravi, tukaj je nek zelo nevaren del, ki mu ne moramo zaupati. Ker če sem jaz čustveno preobčutljiva, potem sem skozi v nevarnosti, da to, kar sem dobila, bom tudi izgubila. Če pa jaz predelam svoje notranje rane, pa nisem več odvisna od drugih ljudi v taki meri. In tudi, če me druga oseba razočara, bom jaz to lahko sprejela. Jaz bom lahko sprejela, da z neko osebo pač nisva kompatibilni, ali bom lažje sprejela, da je ta oseba, ima tak pogled na svet, je tako zdaj razpoložena, da mi nečesa ni dala, oziroma da je hotela od mene, česar je pravzaprav jaz ne morem dati, in je bila zaradi tega prizadeta. Kako mi pridemo zdaj do teh stvari, do teh notranjih vsebin, ki nam delajo težave? Eden najbolj uspešnih načinov je delo z notranjim otrokom. Notranji otrok je naš notranji svet razumevanja sebe in sveta in drugih ljudi. Notranji otrok, pomembno je, da je notranji otrok na varnem mestu, na varnem kraju in da se ima dobro. Najprej mi moramo narediti osnovo. In ko mi to naredimo, s tem zgradimo prvo občutje varnosti in notranje moči. Brez tega ne bomo nič naredili, brez tega bomo samo begali naprej. Mi lahko hodimo od enega do drugega, do tretjega, do četrtega, ampak dokler mi tega nimamo v sebi in dokler tega ne znamo narediti sami, ampak smo odvisni od drugih ljudi, smo točno tam, kjer smo bili na začetku. In to jaz želim dati ljudem. To, da jim zgradim osnovno področje varnosti, vrednosti in notranje moči in potem jih naučiti, kako to sami gradijo. Delo z notranjim otrokom pomeni, da se pa v vsakem postopku, ki ga speljemo, počutimo boljše. Ne moremo mi pričakovati, da bo v eni uri ali pa v enem mesecu vse dobro. Tega se 30, 40, 50 let se ne da spraviti v eno uro ali pa v en mesec. Da se pa postopoma dan za dnem, korak za korakom. Če pogledamo, kaj je tisto, kar dela težave, da smo nezadovoljni,
so ena izmed zelo velikih stvari zamere. Zamere, ki jih mi imamo do drugih in zamere, ki jih imamo mi do sebe. Problem so ene in druge in ko mi delamo z notranjim otrokom, zamere, ki jih imamo do drugih, poiščemo te nemočne osebe in jih potolažimo, se pravi, razbremenimo to čustveno stisko in zamere, ki jih imamo do sebe, pokličemo vse te dekleta, ženske in jim povemo, da je sprejeta. Ta notranji otrok je odrasla ženska, je sprejeta. Dokler mi ne sprejmemo sami sebe, potem lahko delamo karkoli hočemo, bo to še vedno vplivalo na našo samopodobo in bo še vedno vplivalo na to, da bomo imeli veliko občutje krivde, da bomo imeli precej notranjih konfliktov, da se bomo vedno znova in znova zatikali v neke odnose, kjer ne bomo mogli ven. Če nečesa ne damo sebi, ne moremo dobiti tega od druge osebe. In dokler smo mi čustveno preobčutljivi, takrat se mi težko osredotočimo nase, ampak je tega toliko veliko, da hočemo to dobiti od drugih ljudi. In kot sem že na začetku rekla, čustvena občutljivost je odvisna od notranjih ran, od čustvenih ran. In čustvene rane predelamo z notranjim otrokom. Predelamo do te meje, da spomini ostanejo brez bolečine, brez nelagodnega občutja, oziroma predelamo spomine, ki se jih niti ne spomnimo. Predelamo dogodke, ki so skriti v nezavednem in so se samo razvejali do te mere, da nas zdaj razjezi neka odrasla oseba, kjer nam sam razum pove, da smo reagirali preburno. In tega s samodisciplino ne moramo urediti, lahko do neke mere, ampak se pravi, čustveni naboj, ta rana pa še vedno ostane v nas. Ampak ko mi pridemo do izvora in do izvora pridemo z notranjim otrokom, takrat ta čustveni naboj izgine, ta čustvena rana se zaceli in ta ista oseba z istim načinom delovanja ne bo v nas sprožila več nobenega odziva. In temu se reče, da predelamo čustveno rano, da predelamo preteklost. Ne glede na to, na kakšne različne načine mi od drugih ljudi zahtevamo, oziroma mi določene stvari potrebujemo, moramo najprej dati to sami sebi. In ko oseba to naredi, si reče, šele zdaj jaz razumem, o čem ti govoriš. Jaz šele zdaj razumem razliko in jaz vidim, kako je boljše, kako je lažje in kako mi pravzaprav v življenju vse bolj uspeva. Veste, zakon privlačnosti deluje ves čas. In zakon privlačnosti na zakon privlačnosti ne vplivamo mi z mislimi. Na zakon privlačnosti mi vplivamo s čustvi. To, kar mi čutimo in to, kar smo globoko v sebi prepričani. In lahko smo v glavi prepričani, kaj vse nam pripada, kaj vse si zaslužimo, kaj vse bomo imeli. Vendar, če mi tega ne čutimo, potem tega ne bomo nikoli dobili. Veliko čustvenih ran
pa povzroči to, da se mi odcepimo od čustvenega dela sebe in delujemo samo še v glavi. In ko oseba hoče urejati čustva v glavi, se znajde v silni stiski. Znajde se v stiski, ki ne popusti ne po dnevi, ne po noči. In panični napad, depresija, prepiri, slabi odnosi so samo rezultat vsega tega, kar se dogaja globoko, globoko v nas. Jaz ne vem čisto točno, kaj boste vi s tem, kar sem jo danes povedala, naredili. Jaz vam priporočam, da se vprašate pravzaprav, kaj v življenju želite, ali ste zadovoljni s tem svojim življenjem. Če ste, odlično, ne spreminjajte. Če niste, poskušajte nekaj narediti. Naredite v coni udobja, v coni varnosti, ne rabite veliko. Največkrat sploh ni treba veliko, da se te procesi sprožijo. Jaz vam ponujam BIM metodo. Pridite v skupino Čarobni odnos, pogledajte mojo spletno stran, prijavite se na YouTube kanal, da ne boste zamudili novega videa in kmalu se spet vidimo in slišimo in imejte se radi, res se imejte radi, srečno.